Osmi strokovni prispevek danes ima pravzaprav najdaljši naslov in sicer bo gospod Rado Romih predstavil študijo variant s predlogom najustreznejše variante za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 in avtocesto A2, čemur bi lahko rekli tudi tretja, srednji del tretje razvojne osi. Planiranje DOO je podjetje, z katerega gospod prihaja. Pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu vse ekipe, ki je na tem projektu sodelovala. Če sta moja dva predhodnika govorila o sedanjem in predhodnem času, ki je žal govoril bolj o preteklem, pa v nekem nedoločenem času, namreč ta projekt, ker že nekaj časa stoji. Začetek je bil nekje v letu 2007, za razliko od severnega in južnega dela, kjer je glavno že investitor Ministrstvo za infrastrukturo oziroma direkcija. V tej študiji smo obravnavali območje 20 občin na odseku med avtocesto A1, se pravi Ljubljana-Maribor, in pa med avtocesto A2, Ljubljana-Novo Mesto-Obrežje, nekako skoraj eno četrtino Slovenije. Ti koridori so bili, mislim, te variante so bile nekje razdeljene na 3 koridorje, in sicer vzhodni, ki se je na avtocesto A1 navezoval v Dramljah, v Šentjurju, potem srednji, na Zapati pri Celju in pa zahodni v Savinjski dolini v Šentrupertu, in potem so vsi potekali proti jugu, proti Novemu mestu. To je zdaj ta špaget, o katerem je govoril že gospod Vilenpark, lahko bi temu rekli tudi makramene. Mi smo v začetni fazi obravnavali 36 variant, to je bila v fazi podpozornosti. Potem smo na osnovi predhodnih analiz in optimizacij to nekje zoptimizirali in smo potem prišli pri tej študiji variant, ki je bila delana leta 2008 na 11 variant oziroma različic, ki smo jih po takrat javni zakonodaji preučevali po prostorskem, okoljskem, gradbeno-tehničnem, prometnem in ekonomskem vidiku. To so te variante, ki so bile takrat obravnavane. Imenovane so bile po črkah, in sicer odsek med avtocesto A1 in pa reko Save, ki nekako to območje razdeli na severni in južni del. Smo pa imenovali črko G, to z nadaljevanje severnega dela tretje razvojne osi, ki se zaključi z F, in potem naprej proti jugu. Te variante so bile v letu 2008 potem vse predstavljene, takrat je bila na tako srečenje v Selniškem gradu. Študija je bila specializirana in seveda, kot običajno, se tudi se pojavlja civilni izdelek. In na osnovi vseh teh pripomb in optimizacij je potem bil izbran predlog najustreznejše variante, in to je bila ena taka kombinacija variant na severnem delu sredinski koridor, tako imenovana varianta G2, ki poteka od Celja in Molavskega k Zidane mostu v Sevnici, in pa potem varianta I4, ki poteka po neki najkrajši poti preko Kromonka proti Otocu oziroma proti Novem mestu, kjer se priključuje na avtocesto A2 in potem nadaljuje po tem južnem delu tretje razvojne osi, o katerem sta govorila predhodnika. Varianta je bila takrat zasnovana kot dvopasovna cesta, 65 km približno je bilo dolžine te ceste, tu so še potem napisani vsi ti objekti, ki so bili načrtovani na tej varianti. Značilno je to, da poteka okoli Celje
hodnik Y, sedaj imamo po zahodni strani avtocestnega priključka na Lopati, potem proti jugu in po vzhodnem delu izhodnega avtocestnega priključka, nekje v Tremerih se te trase srečata in nadaljujeta po novi trasi mimo Laškega zidanega mosta in potem po naravnosti, tako rečem, proti Novemu mestu. Nažalost, še to bi omenil, z prostorskega in okoljskega vidika smo vse variante preučili kot 4 pasovne ceste, z prometno-ekonomskega vidika pa se je izkazalo, da je edino odsek Celje-Laško potrebno že v prvi fazi narediti kot 4-pasovno cesto, medtem ko naprej je dovolj 2-pasovna cesta, ampak kakorkoli se nobena od teh variant ni izpolnila teh ekonomskih kriterijev, v bistvu so bile predrage. Zato je takrat se investitor odločil za dopolnitev študije variant in sicer, da bi to predlagano varianto, ki smo jo takrat imenovali varianta OpenAVR, to pomeni optimiziran predlog najprimernejše variante, primerjamo še z varianto rekonstrukcije obstoječe glavne ceste, oziroma z neko mestno varianto, ki delno poteka po obstoječi trasi, delno pa potem kot novogradnja. In na ta račun so potem prišle še zraven 2 varianti, sicer varianta 2.1, to je ta po obstoječi cesti, varianta 2.2, ki je neka kombinacija. Enostavno povedano, to so poteka po obstoječi cesti, tam, kjer so pa naselje, so pa obvoznice in pa OpenAVR kot novo gradnjo. V tem času, to se je dogajalo približno leta 2012, je bila sprejeta tudi nova zakonodaja, ki je podrobneje definirala obliko študije variant. Najkrajša od vseh teh je varianta OpenAVR, 60 km. Cenovno je slabih 900 milijonov, potem je varianta V1 po obstoječi trasi, dobrih 100 km in slabih 700 milijonov, ali pa varianta V2, 110 km, ta je najdaljša. Po ceni se pa zelo približuje varianti OpenAVR. No, to je zdaj posledica nove zakonodaje, ki je predpisala nov način izdelave študije variant, oziroma bolj podrobno. In rezultat te študije variant je multikriterijska analiza, ki nam da potem rezultat nove variante. Ne glede na to, vse variante so bile primerjene po vseh vidikih, kot že predhodne variante, in to je ta grafični prikaz primernosti oziroma ocene variant po vseh posameznih vidikih in pa potem kot neka sinteza. In zopet se je izkazalo, da je OpenAVR, ne glede na vse, najprimernejše tudi po ponovni proučitvi variant. To je še enkrat v bistvu en tak kantogram poteka te študije variant in pa multikriterijske analize. Se je pa izkazalo tudi, da so dejansko razlike med samimi variantami, glede ocene in glede prometne učinkovitosti sorazmerno majhne. V lanskem letu, oziroma to je bilo že predlani, čas hitro teče, konec leta 2016, je bila študija variant javno razgrnjena, bile so obravnave v 9 občinah, sama razgrnitev je potekala v 19 občinah, kjer se pač vse te variante na nek način dotikajo in takrat smo prijeli približno 250 pripomb in predlogov, na katere smo podali vse odgovore in pred slabim letom so bila sprejeta stališča do pripomb. Spodaj na teh slikah je tak grafični prikaz
recimo sprejemljivosti teh variant. Sicer smo imeli na eni strani pripombe lokalnih skupnosti, se pravi strinjanje lokalnih skupnosti vseh teh občin in drugo civilne iniciative. Pri lokalnih skupnostih ugotavljamo, da je zadeva neusklajena mogoče samo še v eni občini, pa še v tisti občini, lahko trdimo, da je to pogojno, to je v Šmarjeških Toplicah, medtem ko na večini poteka te trase se lokalne skupnosti z predlogom strinjajo, nekje na dobri polovici se strinjajo, ampak bi imeli še določene optimizacije. No, spodaj v Šmarjeških Toplicah pa potreba še nekaj usklajevanja. Čeprav smo ugotovili, da so to nasprotovanja bila predvsem zaradi mogoče nepoznavanja samih predlogov in pa nevedenja tega, da so možne še določene optimizacije. Na desni sliki so pripombe civilnih iniciativ. Ta je bila v občini Laško. V tisti prvi fazi leta 2008 bila tudi v občini Prebold. Zdaj tam ni bila aktivna, ker tam ni bila predlagana trasa, no pa tudi s civilno inicijativo smo se pogovarjali in mislim, da smo že tudi kar zbližali stališča, tako da si upam trditi, da je, kar se tiče umeščanja v prostor, glede sprejemljivosti na lokalnem nivoju zadeva zelo daleč. Ker gre za veliko investicijo, smo seveda tudi tu predlagali urejanje tega po etapah. V glavnem jo razdelimo, kot že rečeno, v dva dela, severni del do reke Save in potem južni del od Save do Novega mesta. Severni odsek bi potem lahko gradili v dveh takih večjih etapah od A1, potem do Zidanega mosta mimo Laškega, tudi tu je seveda potem so možni še krajši odseki in južni del potem tudi se razdeli na dve etape. Prednost te variante je tudi to, da poteka sorazmerno blizu glavne ceste, obstoječe in je ta etapnost sorazmerno enostavna. Varianta je zasnovana kot dvopasovna cesta, preverjena prometno je bila do leta 2047. Možno je z optimizacijami izvesti kot kombinacijo novo gradnje in rekonstrukcije. DPN predlagamo, da se da se izgradi dvopasovna cesta, za DPN je pa še predlagamo razmislek, da se podobno kot na južnem delu naredi tudi kot za štiripasovno cesto, seveda sama dinamika bo pa odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev. Jaz bi tu končal, če pa še